Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Ne delam vsega prav, vendar vam povem nekaj. Poskušam se osredotočiti na to, kar je pomembno za Boga. Nisem še dospela tja, vendar mislim, da končno vem, kaj je pomembno za Boga in se za to zelo prizadevam. Poglejmo v Mateju Evangelij 22. poglavje 37. vrstica. To je zelo pomembno besedilo, kajti ves dan bi vam lahko predavala, kako pomembno je, da ljubite ljudi, da postanete odkritosrčni in da greste ven v svet ter to izkusite. Lahko pa vam povem, da če nimate radi sami sebe, ne boste mogli biti z nikomer. Če ste me že večkrat poslušali, potem že veste, da je to korenina vseh problemov pri večini ljudi. Ne sprijaznijo se s tem, kakšni so in poskušajo postati nekdo drug. Začnimo s 36. vrstico. Učitelj, katera je največja zapoved? Katera je najvažnejša? Katera je najtežja? Nekatere so lahke in mogoče niso tako pomembne kakor druge. Katera je najbolj pomembna? On pa mu je odgovoril, ljubi Gospoda svojega Boga vsem svojim srcem, so svojo dušo in vsem svojim mišljenjem. To je največja in prva zapoved. To je najpomembnejša stvar, ki se je moramo posvečati, da ljubimo Boga vsem svojim bitjem. To je največja in najpomembnejša zapoved in druga je tej podobna. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Ti dve zapovedi združujeta vso postavo in preroke. On pravi, in to vam lahko zagotovim, da če boste to izpolnjevali, se bo vse drugo uredilo. Če boste to izpolnjevali, potem boste izpolnili vso postavo in vse, kar so rekli preroki. Morate se osredotočiti na ljubezen in vse drugo se bo uredilo. Pravkar sem napisala knjigo Posvetitev 365 s podnaslovom Ljubi na glas. Vsa stvar se plete okrog tega, da ljubimo Boga, ljubimo sebe in ljubimo druge. Rekli mi boste, ali hočeš, da to študiram celo leto? Da, seveda, 1 leto, 5 let ali pa 10. Naša težava je v tem, da slišimo pridigo o nečem in že mislimo, da smo to osvojili. Mi nič prav ne vemo, dokler tega ne izkusimo. Ljubiti Boga, ljubiti sebe, ljubiti druge. Ljubiti Boga, ljubiti sebe, ljubiti druge. Dopustiti, da Bog vas ljubi. Dopustiti, da se ljubezen vrne nazaj k njemu. Slavite ga. Ljubite sebe v zmirnosti in se zavedate, da vas je Bog ustvaril in da vas On ljubi. On ima načrt za vaše življenje, pa čeprav ne delate vsega prav, vendar se lahko imate radi zaradi tega, kakršni ste. Jaz se imam rada. Vidite, vsi ste ostali tiho, ko sem to rekla. Kaj bi morali za to ploskati? To sem rekla za nalašč, samo da bi vam pokazala, kako se ljudje odzivajo. Ljudje si mislijo, samega sebe pa ni potrebno ljubiti. No, ali mi lahko kdo najde kakšno mesto v Svetem pismu, kjer piše, da bi morali sovražiti sebe, se nasprotovati, se prezirati in sovražiti? Ne. David je govoril o tem, kako ga je Bog ustvaril in na to je rekel, vse, kar je Bog ustvaril, je dobro. Kot bi bil rekel, jaz sem dober. Ni vse dobro, kar storim, vendar jaz sem dober. Vaše bistvo je dobro. Bog vas je ustvaril, da bi bili dobri. Ne mislite le na darove in začnite razvijati sadove. Bolje pridigam danes, kot se vi odzivate. Kaj si želijo vsi na tem svetu? Želijo si biti ljubljeni. Greste ven in spodbudite uradnika, ki čaka na vas. O, vaši lasje so čudoviti. To se vam lepo poda. Srečate nekoga, ki je počasen in vas ne pričakuje na način, kot bi vi želeli. No, dobro, prihranila bom to za zvečer, ko bom govorila o potrpežljivosti. Veste, da v ljubezni delate za druge, vendar pa ima ljubezen nekaj zelo koristnih prednosti v našem življenju. Zato, ker vsakdo želi vedeti za prednosti. Vam bom sedaj povedala, kaj dobite v zameno za ljubezen.
Najprej boste svoj odtegnili od sebe in boste namenoma načrtovali, da boste blagoslov za druge in to bo prineslo veselje vaši duši. To je nadnaravna stvar. Bog je tako ukazal, vendar jaz vam pravim, da sem se tega naučila z ukano. Hudič me ne more zadrževati, da bi bila nesrečna. Ne vem, kako je z vami, vendar ali se vam ne zdi, da je zjutraj najtežje usmeriti svoje misli v pravo smer? No, ne vem, kaj je to. Morda nekateri hormoni ostanejo še v posteli. No, smo nekako utrujeni. Spet moram na delo. Samo malo bolje, če smo previdni in ne dopustimo, da naš zdrsne v jarek. Če se vsaj ne bi čutila tako nesrečno ali nezadovoljno. Ojej. Naučila sem se, kaj lahko storim. Začnem takole. Pokaži mi, o Bog, komu sem lahko danes v blagoslov. Poglejmo. Danes bom s svojimi sodelavci, s svojimi prijatelji, danes bom z možem Davidom, tukaj bom, jaz bom s tem in onim. Pokaži mi, kateri izmed teh ljudi potrebuje blagoslov, kaj lahko storim zanje, kaj jim lahko nudim. Iskreno vam povem, da Božja resnica je to in pri tem nikakor ne pretiravam, da boste fizično občutili veselje v svojem duhu, v vaši notranjosti. To je bila moja najboljša iznajdba v življenju, namreč, da mi ni treba čakati, da čutim in šele potem začnem ljubiti, ampak to storim namenoma. To lahko načrtujem, lahko grem ven in to storim, ne glede na to, kako se počutim. Lahko grem naokrog in pogledam, kaj storiti za druge, da bi bili srečni. In vsakeč, ko to storite, napravite hudiču črno oko. Sveto pismo pravi, da je večji blagoslov dajati, kakor pa prejemati. Bodite veseli, ko dajete, ko prejemate, dobite darilo. Kdor je zares svoboden, se bo s tem osvežil. Bolj, ko si svoboden, bolj bo tvoje življenje osvežujoče. Poglejmo v prvo pismo Timoteju 5:6. Ali ste vsi v dvorani v redu? Ta pa, ki so ga, ali ki so jo. Prepričana sem, da je Bog tako mislil. Ta pa, ki živi za užitke in ugodje, ter se vdaja razkošju in razvadam, je že mrtev, pa čeprav živi. O čem govori? Sebičen in vase zagledan človek, ki skrbi samo za to, da dobi, kar hoče, pa on smrti, pa čeprav hodi naokrog in še diha. Nima ne veselja in ne miru. Ni zadovoljen. Veste zakaj? Ni pomembno, kaj posedujete, kajti nikoli ne boste imeli dovolj, da bi bili zadovoljni. Vi to veste. Vi mislite, da če bi le lahko dobili naslednjo stvar, ki je na vašem prednostnem seznamu, potem boste lahko srečni. Verjemite mi, da ne boste srečni. Dobro, mogoče boste srečni za nekaj časa, za nekaj dni, ali kak teden, ali dva. Nato bo prišla nova potreba in spet nova, in spet nekaj novega. Samo Bog nas lahko ohrani zadovoljne in da hodimo po njegovi poti. V Svetem pismu si bomo izbrali kralja Salomona, ki je imel velike težave in pogledali bomo, odkot so izvirale. Ta človek ni mogel biti srečen pod nobenim pogojem. Vse je bilo nekoristno, vse je bila nečimrnost, vse je že prej obstalo, nobenega smisla ni našel v stvareh. To je šlo naprej in naprej. Pogledali bomo v knjigo Pregovorov, kjer vam bom nekaj pokazala. Vi ste eni tistih vnetih kristjanov, ki si počrtujete stavke v svojem Svetem pismu. Če že ne drugega, jih boste sedaj vsaj videli na zaslonu. Če imate s sabo razširjeno izdajo Svetega pisma, poglejte, drugače pa poglejte na zaslon. Iskal sem z vsem svojim srcem, kakor da bi svoje telo poživljal z vinom. Modro sem vodil svoje srce in se držal toposti. Mislim, da je hotel ugotoviti, koliko lahko popije, da je srečen in da ni pijan. To je edini pomen, ki ga lahko razberem iz tega citata. No, to bomo kar pustili in šli naprej. Da bi videl, ali je to sreča za ljudi, kar delajo pod soncem tistih nekaj dni svojega življenja. Opravil sem velika dela. Sezidal sem si hiše.
Zasadil sem si vinograde, napravil sem si vrtove in sadovnjake ter zasadil v njih drevje s vsakršnim sadjem. Zase sem si naredil vodnjake, da sem iz njih namakal gaje rastočega drevja. Nakupil sem si hlapcev in dekel, imel sem hišnike, imel sem tudi velike posesti. Ali mi še sledite? Črede goveda in drobnice, več kot vsi, ki so bili pred menoj v Jeruzalemu. Mislim, da je ta človek rekel, vsega imam zadosti, vse sem ustvaril, vendar nam on pove, v čem je problem, da je vse napravil zase. Nakopičil sem si zlata in srebra, zaklade kraljev in dežel, oskrbel sem si pevcev in pevk in radosti človeških otrok, točajev in točajk. Ta moški bi moral biti dovolj moder, da če ga ena ženska ni mogla usrečiti, le kako ga bo potem cela skupina. No, vrnimo se k besedilu. Postal sem velik in presegal vse, ki so bili pred menoj v Jeruzalemu. Tudi moja modrost je ostala v meni. Mislim, da se tale nekoliko vara. Že dolgo je, kar je izgubil modrost. Karkoli so mi oči poželele, ničesar jim nisem odrekel. Svojemu srcu nisem zabranil nobenega veselja, moje srce se je veselilo nad vsem mojim trudom, to mi je bilo plačilo za ves moj trud. Poglejmo še 11. vrstico. Ozrl sem se po vseh svojih delih, ki so jih opravile moje roke in po trudu, ki sem ga imel pri uresničevanju. In glej, vse je nečimrnost in lovljenje vetra, ni dobička pod soncem. Vse je brez koristi, ni dobro, nima trajne vrednosti zame. Poglejte si, zakaj ni mogel najti nobenega zadovoljstva, pa čeprav imel ves denar, vse ženske, vse užitke, vse hiše, vse srebro in zlato, vso čast in avtoriteto. Zakaj ni našel v tem veselja? Ker je vse to počel samo zaradi sebe. Nekateri izmed vas sedaj čudno gledate, strmite kakor teleta v nova vrata. Naj vam nekaj povem. Zelo veliko sem poučevala zadnjih 30 let na temo, kako dobimo to, kar hočemo od Boga. Čas je za nas, da odrastemo in rečemo, Bog, kaj lahko storim zate? Dajte no, samo pomislite, kdo bo danes na vaši poti. Ne pojdite danes na kosilo z nekom in kar čakate, da bi vam on plačal račun. Vzemite s sabo denar in bodite blagoslov za nekoga. Prav tako ne dajajte zanemarljive napitnine. O, aleluja. Ko hodite v ljubezni, si pridobite samozavest. To je resnica. 1. Janezovo pismo 3:16 vrstica. V tem boste postopoma zaznali, spoznali in razumeli bistvo ljubezni, da je on dal svoje življenje za nas. Tudi mi smo dolžni dati svoje življenje za brate v veri. To pomeni, da se žrtvujemo za druge ljudi. Kdor ima potrebno imetje za življenje in vidi, da je njegov brat v veri v pomanjkanju, pa zapre svoje srce pred njim. Imamo namreč usmiljeno srce, vendar ga lahko zapremo, če tako hočemo. Sprašujem se, koliko ljudi včasih sedi v cerkvi ali pa morda gleda televizijski program in sliši, da nekdo prosi za finančna sredstva v poslanstvu ali pa kot pomoč ubogim, ter se nekaj zgane v vas, kar je od Boga. Da, hočem pomagati, si rečete, in še isti trenutek hudič prišepne, spet eden, ki hoče tvoj denar. Ljudje bodo govorili o denarju, kamorkoli greste. Zakaj se jezite zaradi tega samo, ko ste v cerkvi? No, pustimo to in nadaljujemo z besedilom. 18. vrstica. Otroci ne ljubimo samo z besedo in tudi ne z jezikom, ampak v dajanju in v resnici.
Tako da v iskrenosti to izkusimo. V tem bomo zaznali, razumeli in spoznali, da smo iz resnice in bomo pred njim v miru in v spokojni spravi pomirili svoje srce. 20. vrstica pravi: Saj, če nas naše srce obsoja, tako da se počutimo krive, je Bog večji od našega srca, ker smo v njegovih rokah. Bistvo pravi naslednje: če hodite v ljubezni, potem boste samozavestni, ker delate prav tisto stvar, ki jo morate storiti v življenju. Če pa pride hudič in vam hoče povedati, kako ste vi zanič, potem boste imeli dovolj samozavesti, da boste vedeli, da je on lažnivec. Naj vam nekaj povem. Ne zanima me, kakšne religiozne dejavnosti ali žrtve opravljate. Ne zanima me, če greste vsako jutro molit za 2 uri v cerkev, potem pa za zaprtimi vrati doma ne ravnate prav z ljudmi, saj veste, da ne živite prav. Veliko let sem trpela zaradi krivde in obsodbe kot kristjanka, čeprav sem hodila na vsa možna molitvena srečanja. Šla sem na vsako izobraževanje, imela sem vse mogoče CD-je in molitvenike, ki so obstajali, vendar pa nisem hodila v veri in ljubezni. Veste, kaj vam bom povedala? S tem nimam več težav. Ne delam vsega prav, vendar vam povem tisto stvar, ki jo opravljam. Poskušam se osredotočiti na to, kar je pomembno za Boga, nisem še prispela do tja, vendar končno vem, kaj je pomembno za Boga in si za to zelo prizadevam. Amen. Hudič noče, da bi ljubili ljudi, ker je ljubezen duhovno vojskovanje. Ljubezen je največja oblika duhovnega bojevanja. Če hočete premagati hudiča, se naučite, kako močno ljubiti. Lahko vam pokažem 20 različnih besedil, vendar sedaj nimam časa. Hudič sovraži to, ko ljubimo ljudi. On sovraži takšne pridige. On ne želi, da bi se osredotočili na to, kar je pomembno za Boga. On želi, da si pridobite nekaj zase, da imate svoj način in da se naučite nekaj novih principov, kako si pridobiti vse, karkoli hočete. Podala vam bo besedilo, ki dokazuje, da ljubezen premaga hudiča. Rimljanom 12:21. Ne dajte se premagati hudemu, temveč premagajte hudo z dobrim. Vse, kar mi je hudič odvzel, sem dobila dvojno povrnjeno tisti trenutek, ko sem popolnoma odpustila svojemu očetu zaradi spolne zlorabe, ki je trajala 15 let. Tako lahko premagate hudiča. Ne tako, da ste jezni, zagrenjeni in polni sovraštva, ampak če ste dobri do osebe, ki vas sovraži. No. Če se pritožujete, boste morali še naprej ostati v bedi. Če hodite v ljubezni, vam takšen način ustvari čudovite stvari v vašem socialnem življenju. Vsak si bo želel vaše bližine, vsak se vas bo veselil in vas imel rad, če jim boste pomagali rasti ali da se bodo bolje počutili. Vaša vera ne more delovati brez ljubezni. Vi lahko molite, ampak če ste jezni na nekoga, na to vas spomni mesto v Svetem pismu. Uči nas, da lahko molimo v veri, vendar če imamo karkoli zoper svojega brata, potem opustite molitev in se spravite z bratom, da bi nebeški oče vam odpustil grehe in uslišal vaše molitve. Nič ne koristi, če moliš in si jezen. Sveto pismo pravi, da če svojo ženo ne ravnaš prav, bodo tvoje molitve zadržane. Moški, bodite dobri do nas. Za ljubezen si je potrebno prizadevati. Morate si jo nadeti. Zjutraj nisem samo stala v kopalnici in so obleke kar sama izskočile name. Morala sem si jih obleči. Poleg tega pa sem oblekla še nekaj drugega. Preden sem prišla sem si oblekla tudi duhovno oblačilo. Več časa sem porabila za duhovno oblačilo, kakor pa sem porabila za fizična oblačila. Dajte no. Oblekla sem si usmiljenje in sočutje, oblekla sem si ljubezen, nadela sem si čevlje miru in pravičnosti. Sveto pismo pravi, nad vsem, Kološanom 3:14, nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti. Vi mogoče občudujete moje obleke, vendar pa Bog ne, on gleda nekaj drugega.
Tudi hudič gleda nekaj drugega. On vidi, kako sem duhovno oblečena. Ali želite biti mogočni? Hodite v ljubezni. Ali želite, da bodo vaše molitve uslišane? Hodite v ljubezni. A želite, da boste srečni in zadovoljni in veseli? Hodite v ljubezni. Želite imeti čudovito socialno življenje? Hodite v ljubezni. Želite povečati svoje veselje? Hodite v ljubezni. Postavite svoj napravite načrt. Ne čakajte le na občutke, ki vas bodo preplavili, ampak postanite kreativni. Kreativni. Mogoče bomo pogledali še eno svetopisemsko besedilo in potem bom pustila, da greste, ne vem. Pismo Hebrejcem, 12. poglavje. Mislim, da je 12. poglavje. Imam še toliko dobrih stvari. Vendar bom to prihranila za prihodnjič, prav? Hebrejcem 10:24. Kljub temu bom danes nekaj povedala na to temo. Koliko izmed vas bi si želelo slišati kaj o potrpežljivosti? Ne izmikajte se, da bi raje ostali doma. Mir in potrpežljivost. Hebrejcem 10:24. Vem, da je tukaj. Tukaj je. In to je tako dobro. Kaj govorite, ko ste na kosilu s svojimi prijatelji? Kaj govorite v izbranem času? Rada imam to. Pozorno tehtajte in neprestano skrbite drug za drugega v premišljevanju, kako zanetiti in spodbuditi ljubezen za dobra dela ter zvišana dejanja. Za ljubezen, dobra dela ter zvišana dejanja. Kaj bi se zgodilo, če bi bili skupaj s svojimi prijatelji in bi rekli: no, dajmo se pogovoriti, kaj bi lahko storili, da bi bili blagoslov drugim. Vi veste, zakaj se smejim, ker ste tako kot pa ojoj. Kaj bi bilo, če bi od svojega sodelavca izvedeli, da je nekdo v službi v stiski? Naprimer, mama samohranilka, ki jo je mož zapustil, ona ne more plačati najemnine za prejšnji mesec. Kaj, ko bi našli še 6 ali 7 ljudi in bi jim predlagali: dajmo, zberimo nekaj denarja in pomagajmo. Dajte no, nekdo lahko začne nekaj dobrega. Hočete biti voditelj? To je odlična priložnost. Včlanite se v klub prefinjenih darovalcev in postali boste predsednik. Amen. Bodite detektiv za Boga. Vsak dan pojdite ven in opazujte. Nato najdite nekatere ljudi in recite: hočem pomagati tej osebi in nimam dovolj, da bi lahko pomagal, a mi boš lahko priskočil na pomoč pri tem. Dajte no. Če ne boste pazili, boste danes mogoče celo srečni. Mislim reči, da če ne boste previdni, boste mogoče premagali sami sebe. Čas je, da se naučimo, kaj je zares pomembno za Boga, in jamčim vam, da če se naučite hoditi v ljubezni, vaše meso ne bo imelo samo nekaj napadov, kajti ono ne bo izpustilo stvari, še nobenemu ni meso pomagalo, ker kar naprej boste slišali. Prva stvar bo: no, kaj pa jaz? Kdaj bo kdo kaj storil zame? No, kdaj? Ne, jaz ne delam tega kakor robot. Ne in ne, jaz ne delam kakor robot. Ne. Kaj pa jaz? Dajte no, postavite se na noge. Dobro, koliko izmed vas sedaj komaj čaka, da zapustite to dvorano in boste hodili v ljubezni? Dajte, podajte nekomu roko in ravnajte tako, kot da vam je zelo všeč. Aleluja. Predstavljate si, da krščenec dviguje roke in moli z darom jezikov. Tako sem vznemirjena. Oče, prosim te v Jezusovem imenu, da nam boš pomagal čutiti resnično telo in pomagaj nam podati sporočilo. Bog, potrebujemo tvojo pomoč. Pomagaj nam, Gospod, da vidimo potrebe drugih in da damo svoje življenje za druge.
Začnimo s preprostimi stvarmi, tako da ne bomo govorili neprijaznih stvari o drugih, da bomo verjeli najboljše in da ne bomo grobi. Pomagaj nam, da se bomo osredotočili na to, kar je pomembno, in to je ljubezen v Jezusovem imenu. Amen. Lep dan vam želim, nasvidenje prihodnjič. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer.